Hvala lepa. Spoštovani prijatelji, torej sami boste krivi, če boste dali časa na vročini. Spoštovani prijatelji, dragi članice in člani Slovenske demokratske stranke, gornice in gorniki, danes smo se ponovno zbrali ob bistri smaragdni Soči. Ko smo začeli z našim taborom, se nas je pred 19 leti najprej zbralo nekaj 10, lahko bi rekli, bolj entuzijastičnih ljubiteljev gora znotraj Slovenske demokratske stranke. In tisti začetki so bili, bom rekel, prav takšni improvizatorski in hkrati romantični. Potem pa je to naše, lahko bi rekel, obrobno srečanje, spontano, brez tega, da bi kakorkoli kdo to načrtoval, preraslo v množična srečanja vsako leto ob koncu julija v Lepeni, vendar pa je ta ozka gorska dolina lansko leto postala premajhna za vse, ki se želijo sredi poletja srečati s prijatelji, podeliti izkušnje iz prve polovice leta in mogoče načrtovati kaj skupaj s prijatelji iz drugih odborov v Slovenski demokratski stranki tudi za prihodnjo jesen. Torej, v zadnjih letih se nas zbira vedno več in vesel sem, da poleg tega, da vidim tukaj veliko starih obrazov, s katerimi se srečamo vedno, kadar smo tukaj bili v preteklih letih, tudi veliko novih, in dokaz za to je seveda število, ki vsako leto raste. Vedno skušamo to naše srečanja, pa tudi ostale aktivnosti v okviru tabora narediti čim bolj sproščena, prijetna, vendar se nikoli ni možno izogniti tudi temu, kar se dogaja okrog nas. Slovenska demokratska stranka je nenazadnje najmočnejša slovenska demokratično organizirana politična sila in vse, kar se dogaja v Sloveniji in kar se dogaja za Slovenijo, je seveda v prvi vrsti tudi naša skrb. Vendar če smo v tistih prvih letih naših srečanj tukaj vedno skušali tudi razlagati naš program, dokazovati, da imamo boljše predloge, boljše alternative od tega, kar se je dogajalo v časih tiste prve divje privatizacije v 90-ih letih, se vendarle tekom teh let stvar pomaknila naprej in so se stvari toliko izčistile, da danes Slovenski demokratski stranki pravzaprav ni treba dokazovati ničesar več. Bili smo zraven, ko je nastajala ta država, gradili smo jo, uprli smo se takrat, ko v Sloveniji ni bilo svobode, ko tudi Slovencem kot narodu niso dopuščali, da bi bili sami gospodar na svoji zemlji. In ko smo imeli nasproti v bistvu dva velika nasprotnika, ena je bil beograjski centralizem, drugi je bil domači slovenski komunistični totalitarizem, obojim pa se je šlo zgolj za oblast, Slovenija pa je bila za njih v bistvu španska vas, kar se tiče skrbi glede prihodnosti. Naš takratni predsednik, dr. Jožef Pučnik, se je postavil na čelo tega gibanja za demokratizacijo, za spoštovanje človekovih pravic in za samostojno Slovenijo. Ne glede na to, kar so počeli z njim, je vztrajal, dokazal je, da je imel prav. Slovenci so njegove ideje množično, danes rečemo plebiscitno, podprli na plebiscitu, Slovenija postala samostojna država. Slovenska demokratska stranka je tudi kasneje dokazovala, da je na pravi poti, da ideje, ki jih zagovarja, niso nekaj, kar bi si nekdo spomnil ali pa privlekel v
na slovenski prostor iz kakšnih azijskih utopij, ampak da so to realne stvari, ki uspevajo drugot v demokratičnem svetu in zato smo se vedno zavzemali. Slovenska demokratska stranka je tudi dokazala, da smo lahko Slovenci med najboljšimi v Evropi. To smo dokazali v obdobju 2004-2008 in tega nam nikoli več ni treba dokazovati. Slovenska demokratska stranka je tudi v lanskem letu, ko so Slovenijo že krepko pahnili in zapeljali v krizo, dokazala, da se zna spopasti tudi z najbolj zahtevnimi razmerami. V roku enega leta smo krmilo barke, ki je težko zašla, obrnili v pravo smer, dosegli priznanje strani naših prijateljev in partnerjev v Evropi in v svetu, da smo se sami sposobni izvleči iz krize in se je kazalo, da je ne samo Slovenska demokratska stranka, ampak tudi celotna slovenska država na pravi poti. Potem se je zgodilo to, kar se običajno zgodi takrat, kadar je Slovenija na pravi poti. Tisti, ki se počutijo, tisti, ki čutijo, da so na takšni poti ogroženi njihovi privilegiji in njihova oblast in njihovi priklopi na proračunska sredstva in tako naprej, se vedno organizirajo, uporabijo svoje monopole, ki so znani in o katerih ni potrebno tukaj ponovno govoriti, in spremenijo smer. No in danes je smer, v katero gre Slovenija, napačna. Slovenija danes kot avtobus, ki vozi po avtocesti v napačno smer. Za volanom imamo šoferko, ki nima izpita. Ker nima izpita, jo skušajo upravljati strici, ki sedijo na zadnjih sedežih, ki pa še nikoli niso vozili avtobusa. Torej, upravljati jo skušajo strici na zadnjih sedežih, ki sami še nikoli niso vozili avtobusa. Njihova edina skrb je, da ohranijo svoje sedeže, ne glede na to, kam bo šel avtobus. To, kar danes doživljamo v, recimo temu, strokovnem izrazoslovju, je Slovenija doživljala leta 2009. Spomnite se tistega prvega leta Pahorjeve vlade, ko je gospodarska rast šla navzdol, ko smo imeli rekorden proračunski primanjkljaj in deficite praktično vseh državnih in večini lokalnih blagajn. Takrat je Pahorjeva vlada dvignila javno porabo za 10%. To je Slovenijo pahnilo na dno evropskih držav, glede na sposobnost lastnega izhoda ali pa sposobnost, da se same izvlečejo iz krize. In od takrat se še vedno nismo pobrali, začeli smo se pobirati šele lansko leto. Zdaj se je ponovno zgodilo isto. Pred kratkim je vladna večina v parlamentu sprejela popravek oziroma rebalans proračuna. Primanjkljaj je ponovno šel v nebo. V tem trenutku Slovenija oziroma tisti, ki upravljajo z našimi javnimi financami, porabljajo denar, ki ga nimamo, porabljajo denar, ki ga bomo morali mi vsi zbirati in plačevati v prihodnjih letih in ki ga bodo morali plačevati še prihodne generacije. Torej, če kdo hoče dokaz,
da smo v avtobusu, ki pa avtocesti vozi v napačno smer, naj samo pogledali, kolikšen je naš primanjkljaj, koliko porabimo več, kot ustvarimo v tem času in mu bo jasno, kako se bo to končalo. In kot veste, se večina takšnih voženj po avtocesti v napačno smer konča s karambolom. Žal Slovenijo to čaka, glede na to, da vozilo upravljajo drugi, mi pa smo več ali manj potniki, nam ne preostane drugega, kot da trdno privežemo varnostni pas in se pripravimo na posledice, ki bodo nastopile. Še prej pa, kolikor je možno, če se da, skušajmo zmanjšati hitrost, s katero vozijo v to napačno smer. Mislim, da kot sem dejal že prej, Slovenski demokratski stranki po vseh teh letih in po vsem tem, kar je naredila za to državo, ni treba več dokazovati ničesar, ni nam treba pisati novih programov. Imamo programe, ki so potrebni, vendar v tem trenutku nimajo več možnosti, da se uresničuje, ker so nam te možnosti z prikritim državnim udarom vzeli. Slovenska demokratska stranka ima kadre, ki so dokazali, da so evropsko konkurenčni, oziroma konkurenčni s tistimi, ki so v času krize v drugih državah dokazali, da se da drugače in so danes več ali manj na zeleni veji ali pa blizu nje. Slovenska demokratska stranka lahko kadarkoli ponudi prave ukrepe, lahko kadarkoli ponudi ljudi, ki so sposobni potegniti voz v pravo smer. Slovenska demokratska stranka ima v dokumentih, ki smo jih sprejeli na zadnjem kongresu, tudi zelo natančno oceno, zakaj smo v takšni situaciji, in iz tega seveda izhaja tudi ukrepi, ki jih je potrebno storiti, da bo šlo na bolje. Ampak kot rečeno, v tem trenutku so za krmilom drugi. Za vse, kar je težav in tako naprej, seveda ti drugi krivijo nas, tudi takrat, kadar nijo nikakršne možnosti vplivanja na zadeve, smo vedno mi za vse krivi. Propagandna mašinerija intenzivno poskrbi za takšno razširjenje mnenja, vendar pa kriza v Slovenijo vstopa na način, da jo pravzaprav ni več možno tajiti. Ta denar, ki je bil izposojen na račun prihodnjih generacij, je zapravljen. Slovenija bo najkasneje v začetku prihodnjega leta ponovno padla iz finančnih trgov. To bo, po domače rečeno, tista točka, kjer bo ta avtobus, ki gre v napačno smer, karamboliral. Takrat bodo prišli, upajmo, na pomoč drugi, ki nam bodo pomagali reševati situacijo. In takrat se bo seveda izkazalo zelo neposredno, česar ne bo možno na noben način zakriti, da je bila pot, ki jo Slovenija ubrala v lanskem letu prava, da je vodila v pravo smer, da bo treba to pot ponavljati, vendar v težjih razmerah. Zdravilo bo isto, samo več tablet bo treba vzeti, tega istega zdravila, in sami veste, kaj to pomeni. Torej, pred nami so v političnem smislu še bolj vroči meseci in časi, kot so ti dnevi. Slovenska demokratska stranka je šla že večkrat čez takšno vročino, zato se je treba na to pripraviti. V tem času, ki je kljub vsemu, kar se dogaja, pa vseeno nekoliko dopustniški, pa izkoristite te dneve, tudi to prelepo slovensko okolje, naberite si čim več moči. Te moči bomo v jeseni zelo potrebovali, še bolj verjetno prihodnje leto. Vendar vse, kar je potrebno narediti, poznate, veste, tega nam ni treba dokazovati. Prihaja čas, ko bo Slovenska demokratska stranka to lahko v največji možni meri izkoristila. Hvala vsem, ki ste danes prišli sem.
vsem, ki ste... Hvala za dolge aplauze, ampak tukaj pod to streho je še bistveno bolj vroče, kot to še to. Hvala vsem, ki ste prišli danes tukaj, k najlepši slovenski reki, v najlepšo alpsko dolino na svetu. Hvala kolegicam in kolegom iz občinskega odbora Bovec za vsako leto boljšo organizacijo naše prireditve. Res iskrena hvala. Bil sem včeraj zvečer malo tukaj, ko so postavljali ta šotor in te klopi. Bilo je vse zaprto, bistveno bolj vroče, kot je danes pravzaprav. Več znoja so prelili. Hvala Daniel, Darko in vsi ostali, ki ste včeraj garali. Želim vam danes tukaj res tako prijetno, sproščeno počutje, srečno pot domov, lep dopust tisti, ki si ga še niste privoščili. Jeseni pa se vidimo v različnih delovnih priložnostih. Hvala lepa.